Dober večer, lep pozdrav vsem. Dobrodošli na tem našem posebnem srečanju, ko bomo se pogovarjali o hipnozi, o manifestaciji, o tem, kako lahko zvišamo vibracijo, o tem, kako lahko uresničujemo svoje cilje in predvsem, kako dosežemo spremembe, ki si jih želimo. Jaz sem res zelo, zelo hvaležna mojim današnjim gostom, tistim, ki ste zdaj že z mano in tistim, ki še pridete. In seveda hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili za to, da bomo ta večer preživeli skupaj. Jaz verjamem, da boste dobili kakšen fajn namig, kako naprej od tam, kamor ste mogoče obtičali, ali pa če ste super, pa kako ste lahko še bolj super. Jaz predlagam, da kar začnemo. Jaz vidim 3 moje goste, eni redkih, ki imajo kamero, ne grizemo. Trenutno se ne more nobeden vključiti mikrofona, ampak to ne pomeni, da ne morete kaj napisati. Jaz vem, da ste eni že lepo pozdravili v chatu, hvala. Če boste imeli vmes kakšno vprašanje ali za kakšnega gosta ali zame, seveda dobrodošli. Utišala sem pa mikrofone zato, ker če ne prihaja do raznih čudnih zvokov in je tako manj moteče. Tako da jaz predlagam, da gremo v akcijo. Nataša, tebe imam najbolj kako se reče, najbolj v ospredju in bom najprej tebe povabila naprej na naš oder virtualni. Mimogrede, pardon, mogoče samo še to, tisti, ki ste mogoče zdaj prvič z nami ali pa me prvič vidite v živo, da sam se vam še jaz predstavim. Jaz sem Andreja, sem v Aleksandrovi ekipi asistentov zdaj že, mislim, da 5. ali 6. leto. In začela sem zelo, zelo podobno kot vi, pač s prvo brezplačno delavnico, s prvim tečajem in potem se je vibracija pač spremenila na mnogo bolje in danes sem tukaj z vami. Definitivno ena od mojih zelo, zelo pomembnih manifestacij, ki je prišla s pomočjo samohipnoze, je ta, da sigurno ne bi nastopala tukaj, če ne bi tega delala, no. Ni bil to moj primarni cilj, zaradi katerega sem šla na delavnico, definitivno ne, ampak je pa prišel kot nek stranski produkt, ki sem ga zelo vesela in sem šele potem naknadno ugotovila, da je bil v bistvu velika ovira, pa se je sploh nisem zavedala. In Aleksander zelo rad reče na delavnicah, da mogoče ste tukaj prišli z enim razlogom, pa v resnici sploh ne veste, zakaj ste tukaj. In se bo potem izkazalo, da je bil tisti pravi razlog oziroma višji cilj, mogoče še bolj pomemben izziv, nekaj popolnoma drugega. Tako da, dajte se pustiti presenetiti in dajte biti radovedni, kaj vse vas še čaka in kaj vam lahko ta delo na sebi prinese. Tako da zdaj pa res prepuščam, Nataša, tebi besedo. Dobrodošla, hvala, ko si z mano. Dobrodošli tudi ti in vsi, ki poslušate ta trenutek. In najprej bi izrazila tebi, Andreja, in vsem v družini Mastermind za to čast. Hvaležno sem sprejela povabilo in kot sem se že naučila z poznavanjem hipnoze, sprejmi vsak izziv, ki ti pride v dobro na tvoji poti. Tako da Reči ja in potem začni razmišljati, kako boš to uresničila. Tako da za vse, ki me zdaj poslušate, močno sem stopila iz cone ugodja, tako da tudi to se da. Kaj pa sicer, Nataša, ti tako vsak dan v življenju počneš toliko, daj se malo predstavi toliko, da te spoznajo, od kod prihajaš in
ne, da vemo, kam te umestiti. Seveda. Mogoče še kakšen iz tvoje profesije tukaj z nami, pa se bo bolj poistovetil s tabo. Morda koga poznam, mogoče iz vasi ali iz službe. Jaz sem preprosto diplomirana sestra medicinska, zaposlena sem v porodnišnici Ljubljana, to je to moje osnovno karierno poslanstvo. Ukvarjam in spremljam nosečnice, ki pač imajo neke patološke spremembe ali one ali plodove, tako da naše zgodbe se ne končajo vedno srečno, ampak večinoma pa vendarle. In delam tudi v ginekološkem dispanzerju in spremljam ženske v reproduktivnem obdobju, predvsem pa v času menopavze. Ampak to službeno poslanstvo ni moje edino poslanstvo. Sem tudi ženska, ki neizmerno ljubi življenje in išče vse možne načine, da vnese vanj čim več sreče, čim več radosti, čim več smeha, veselja, nekih dobrih občutkov, ki jih rada delim z ljudmi, ki so mi blizu, kajti sem tudi mati, teta, hči, partnerka, prijateljica, zaupnica in vse to me pravzaprav opredeljuje. In predvsem ti dobri občutki, ki jih rada delim. Predvsem pa sem človek, ki si danes dovoli tudi, da sem to, kar sem v tem trenutku, to, kar sem lahko, in to je dovolj. In to je ena velikih manifestacij, ki sem se jih naučila s pomočjo hipnoze, da to, kar sem, je dovolj. Mikrofon je treba vklopiti, ja, hvala. Nataša, se pravi, včasih očitno sebe nisi imela tako rada, kot se imaš zdaj, mogoče se nisi počutila dovolj dobra, to je zelo pogost izziv. Ja. In kakšno je bilo sploh tvoje prvo srečanje s hipnozo? Si imela kakšen dvom, strah, ti je bilo kaj tako čudno, a mi tle neke vuduje počnemo? Daj nam kaj pove o tem. Zdaj, tako moje prvo srečanje s hipnozo je bilo že res dolga leta nazaj. In sicer je šlo za nekega znanca, ki je pa baje hipnotizer in hipnotizira kar nekaj tudi večje skupine ljudi. In to meni, ki imam tako rada nadzor in ki sem imela pač prepričanje, da nekdo pa da se hipnotizer polasti tvojih misli in lahko z njimi upravlja. To pač je pogost pojav in je pogosto prisotno med ljudmi in žal, takrat ni bil niti pravi čas, da bi stopila v ta svet, ampak je bilo nepravilno prepričanje, ki me je pravzaprav odbilo takrat od tega. In v bistvu sem šele dosti kasneje v življenju je prišel moment, ko sem bila pripravljena temu reči da. Kaj je bilo pol tisto, kar je sodu izbilo dno, da si rekla, ok, zdaj pa res moram nekaj narediti? Se ti je kaj takega zgodilo, se ti je dogajalo, ne vem. Ali si preprosto pač bila radovedna, pa te je zanimalo to znanje? Zdaj vsak ima pač neko svojo zgodbo, tudi jaz sem okrog 50. leta imela eno tako dramatično zgodbo, ko sem ravno mislila, da sem si življenje nekako porihtala, družina, 2 otroka, nekako že izprežeš, ne bi užival sadove svojega življenja. Se mi je zgodilo, da je mož zelo hudo zbolel in nekje 3 leta je trajalo, je naše življenje potekalo v enem takem kaotičnem vzorcu, v skrbi za njegovo zdravje, v negi zanj in vse to je pravzaprav pripeljalo do momenta, ko je umrl. In v tem trenutku je razpadla naša družina. Razpadla je moja identiteta. Razpadlo je pravzaprav vse, na čemer, vse tisto, kar je mene gradilo. Vse, na čemer sem stala, je začelo izginjati. In sčasoma je sicer prišlo, čez neke 2 leti, je začel nastajati nek preporod. Začela sem iskati nove hobije, nove ljudi, nove dogodke v mojem življenju. Sem borkaš, se želim boriti dalje.
sem spoznala tudi novega partnerja, ki je prišel v moje življenje. Ampak enostavno vse to, ta moj novo življenje, sem gradila na starih vzorcih, na starih prepričanjih in na starih okvirih. Torej, poskušala sem živeti neko življenje, ki ga več ni bilo. In to, da sem poskušala nekaj, kar pravzaprav preprosto ne gre, se je odražalo na mojem telesu, na mojem zdravju. In odražalo se je tako, da me je razburila vsaka malenkost, da nisem imela tolerance, da je nemir v meni naraščal vsak možen trenutek nepredvidljivo in včasih tako močno, da se mi je celo telo treslo. In jaz sem vedela, da moram nekaj spremeniti in da tako ne gre več naprej. Nisem pa točno vedela, kaj. In ravno takrat je učenec postal dovolj zrel in ravno prišel je, ne vem, iz vesolja trenutek, ki je prišel že mnogokrat prej in ne boš verjela, da sem ta Aleksandrov poziv tudi že videla kdaj prej. Ampak prišel je trenutek, ko sem se prijavila na njegovo brezplačno delavnico, tako kot se mnogi podajo na to pot. Bila je hipnoza 1 in rekla sem si, saj nimam česa izgubiti. In presenetljivo, takrat nisem čutila tega upora, da bo nekdo kontroliral moje misli. Stopila sem na novo pot in na tej poti še danes vztrajam. Bravo. Mi smo ful Hvaležno, veseli, da te imamo hvaležno. v družini. In verjemite, da jo boste kje srečali, tudi tisti, ki se nam boste pridružili. Tako da, Nataša, hvala. Zdaj mi pa še povej, kaj se je pa potem spremenilo? V čem si zdaj drugačna? Kako je tvoje življenje zdaj drugačno? Pohvali se tudi kaj, ker vem, da si neki zelo, nič, tej povej sama. Ja, jaz bom rekla tako, s to hipnozo vam moram povedati, to res dela čudeže, ali verjamete ali pa ne, pridejo sami po sebi. Jaz sem takoj že v začetku delavnice, te prostovoljne delavnice, začutila jasen glas, moram se odpovedati vsemu alkoholu, ker hočem jasne misli, hočem se tega lotiti jasno, z jasno glavo, z jasno zavestjo. Kasneje, morda kakšen mesec, dva zatem, bila sem kadilka in nisem nameravala opustiti kajenje. In nehala sem kaditi tako, da sem v trenutku spremenila identiteto v nekadilsko, kot da nikoli v življenju ne bi kadila in ne pride trenutek več, da bi me zamikalo ali da bi sploh pomislila, da sem kdajkoli kadila. In to so bile prve take zunanje manifestacije učinkov hipnoze. Notranje so se pa dogajale nevidno, pa mogoče toliko bolj močno. Na noter, hvaležno lahko povem, da sem morda prvič v življenju začutila res ta mir. Sprva s tem, ko sem poslušala predavanja, module, ko sem poslušala Aleksandrove zgoščenke, sem čutila ta mir v sebi, to ljubezen do sebe, to preprosto počutila sem se dovolj to, kar sem, ljubljeno, varno. In ta občutek, ko ga ti gradiš vsak dan, dan za dnem, postane del tebe in raste v tebi. In danes zato, ker ta občutek dobro poznam, ker znam v ta občutek priti takoj, lahko iz tega občutka tudi delujem. In največ, kar sem dosegla, da znam manifestirati dobre občutke, znam delovati iz njih. In najprej sem na prvi način, v prvem delu, vsa ta znanja skrivala samo zase, da sem se počutila mirno, varno, ljubljeno, da sem povečala samozavest, da sem povečala neko avtoriteto. Potem sem pa naenkrat začutila klic, da ravno takrat, ko sem vedela, da lahko to manifestiram, to dobro počutje, da pravzaprav lahko pridem v službo in zmanifestiram to dobro počutje in stvari potekajo drugače. In naenkrat
nisem več čutila sramu in nisem več oglasil, moj nezavedni nisi dovolj dobra. Stopila sem iz okvirjev in sem to znanje začela širiti navzven. In največja manifestacija, ki se mi je pravzaprav zgodila, da vsa ta znanja, ki jih imam, lahko uporabljam tako, da združujem vsa moja strokovna znanja, ki jih imam, z znanji, ki jih pridobivam s hipnozo. In danes stopim vsak trenutek ven iz okvirja, izkoristim moment, da lahko stopim do pacientke, da naredim nek proces z zaprtimi očmi, morda se samo z njo ustavim, morda samo grem v neko pozitivno vibracijo, da ji je lažje. In to zaznajo one, to zaznajo tudi moji sodelavci. In to delam vedno bolj z lahkoto. In najbolj, na kar sem ponosna, lahko povem, kar sem šla pa res čez ven iz okvirjev, da sem pri pacientki, ki smo jo imeli v obravnavi, celo se upala z slabo prognozo za plod. Se upala stopiti v operacijsko sobo, se povezati z njo, predvsem in narediti proces z zaprtimi očmi, da smo ostali v stiku in da je bilo njej lažje. Bom rekla, da za vsa ta znanja sem neizmerno hvaležna. Me osrečujejo in kreiram in manifestiram, da bom odprla in že odpiram dodaten posel, da bom lahko ob službi podpirala ženske v teh težavah, v nosečnosti, v raznoraznih preporodih, v menopavzi in se tega že močno veselim. Čeprav sem v času pred tem komaj čakala, da bom šla v penzijo. Zdaj pravzaprav moram reči, da z veseljem hodim v službo in z veseljem živim in z eno veliko Čakaš drugo lepoto. kariero. Komaj čakam drugo kariero in to, sem hvaležna tudi za to. In hvaležna sem za vse člane te družine, ki jih že vidim, Matico, Renato, vse, od vsakega nekaj, od Matic, hvala za vsak korak, tudi tebi. Hvala Milenko tu, ki mi je rekel, nimaš še fokusa. Hvala tebi, Andreja, za sidranje in vsem. In lahko rečem, vsi, ki razmišljate, če lahko zaključim, Andreja, ne vem, koliko si še imela vprašanj, jaz sem šla kar naprej. Šajn, da smo lahko tukaj do zjutraj, ampak jaz mislim, da si tako lepo zaokrožila, da ne bom te rabila več zasliševati. Tako da ja, Nataša, daj en tak tvojo morda zaključno misel, nasvet nekomu, ki je mogoče v neki taki prelomnici, ti si jih imela kar nekaj, si jih naštela danes, od smrti partnerja do krize v družini, do tega, da ti ni bilo več do službe, do zdravstvenih težav z alkoholom in cigareti so prišli kar tako mimogrede in sigurno še kaj, kar nisem zdaj povzela. Jaz verjamem, da je marsikdo tukaj v kakšni stiski, pa kaj bi ti mu svetovala, kako naj dvigne to vibracijo iz tega negativnega počutja, stanja? Jaz si mislim, jaz lahko rečem enostavno tako, da če ste tukaj, morda se niste oglasili na to delavnico brez razloga. Morda ste prvi dan že slišali, kako vaše nezavedno kriči po spremembi. In to, da ste še danes tukaj in poslušate naša pričanja, je morda dovolj, da slišite morda samo tih svoj notranji glas, ki kliče po spremembi. In če je Bog ljubezen in če je vesolje zgrajeno iz ljubezni, pomeni, da ste tudi vi z dnem, ko ste se rodili v čisti ljubezni. In ste taki, kot ste bili tistega dne, že bili popolnoma dovolj. In če tega ta trenutek še ne čutite dovolj v sebi, potem kdaj, če ne zdaj, je čas, da si podarite ljubezen in da si podarite zavedanja. To je moj nasvet. Hvala, Nataša, to je bila ena taka hipnoza z odprtimi očmi zdajle. Upam, da ste jo čutili.
Ko včasih kakšni udeleženci rečejo, joj, pa jaz nimam tega besednega zaklada, ne morem si jaz tako zmišljati sproti stvari. Ampak to pride s prakso, je res, Nataša? Ja, Evo, in Nataša ima prakso. Pridno vadi. hvala. In zdaj bom Hvala za povabila to naprej priliko. njenega sošolca. Tudi svojega kolega sošolca. Mislim, mi smo vsi sošolci in družina in z različnih generacij, ampak potem se naše poti nekako prepletejo in potem smo vsi na isti špuri na koncu. Tako da, Nataša, še enkrat hvala, da si se mi pridružila. Hvala za tvoje pričevanje, Hvala. za tvojo izpoved in za tvojo iskrenost. In čestitke za vse tvoje preboje, za vse tvoje Hvala. manifestacije. In komaj čakam, da jih slišim še več. Čau. Evo, Matic se nam javlja iz enega tabora astronomskega, ali kakšnega, Matic, čakaj, da ne bom kaj narobe povedala. Matic je tako vsestranski, da pri njemu nikoli ne veš, kaj točno uči v tistem trenutku. Tako da, Matic, dober večer. Daj nam zaupaj, kaj vse ti počneš in kje si. Jaz upam, da bo linija v redu. Ja, jaz mislim, trenutno sem tik za slovensko-hrvaško mejo in lovim pri sosedu Wi-Fi signal in Okej, good zadnje luck. sončne žarke, a veš, tlele. Tako da, ja, drugač pa zdajle učim otroke na enem taboru astronomije, no. Zvezde jim kažem, predavamo o zvezdah, delavnice imamo. Jutri bomo šli rakete na vodo spuščati, tako da počitniški žur na obali. Škoda, ker nisem malo mlajši. A lahko kakšnega otroka še pošljejo v Matic, ali to je zdaj zaključena skupina? To je skupina, ki je že kar ene par dni tukaj. Tako da v okej. bistvu, ja, to so neki tabori, ki so organizirani za te počitniške varstva, pa tako, 10 dni mislim, da so tle dol. Okej, pol ne moramo narediti reklame, da lahko še kdo pride. Letos je prepozno. Letos ne, drug let pa lahko, ja. Okej. Če hočete otroke poslati na tabor, kjer se bojo kaj učili o vesolju, Matic je pravi naslov. Ampak ti počneš še kaj drugega v lifeu, tako da zdaj povej nam še kaj, kaj vse si še zmanifestiral v svojem življenju, pa ne toliko zelo dolgem. Ja, ne, zdaj ne bom povedal, koliko sem star, če si to mislim. Ne, se nisem mislila tega. Ampak si mlad. Okej, ja, hvala. Ja, drugač sem zmanifestiral, bom rekel, ja, na nek način, kaj jaz vem, sem intuitivno sledil tistim svojim strastem. Pač študiral sem sicer fiziko, od tod tudi potem neko vzporedno zanimanje za zvezde in vesolje. Sicer sem pa učitelj kitare, zelo rad igram kitaro, in učim tudi karate, s športom sem se kar dosti ukvarjal. Tako da delam en kup zanimivih stvari. Temu se je zdaj seveda pridružila tudi hipnoza, ki se mi je zelo usedla, no, v dušo in srce in sem jo v bistvu Čakaj, dodal Matic. vsemu temu, kar že delam, ne. Oprosti, ampak kako lahko nekomu, ki je tako, ne, zame fiziki ste eni taki posebni struč kot ti, ne, tako, ki imate zvezane malo drugače možgane, ampak nič slabega ne mislim. Tako zelo analitični, vse mora biti s formulami dokazano, ne, in tako. Kako enemu takemu človeku, ki je tako matematično, mora vse biti, ne, se pripelje ena taka stvar, kot je hipnoza, ki jo ne moreš prijeti, pa ne moreš formule napisati, in da te potem toliko not povleče, da se začneš pol s tem v končni fazi še ukvarjati oziroma jo naštudiraš v nulo. Ja, mislim, ja, zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem si tudi ves čas mislil, da sem jaz tak zelo logičen človek. In moj svet je bil, bom rekel, tako kot včasih rečejo, ne, od tle gor, ne. Dokler ni pač prišlo, mogoče, da se je nabralo dovolj stvari, ki so me začele zelo močno opozarjati skozi razna vedenja in deviacije skozi življenje, ne, ki niso bile najbolj prijetne, ne. Skratka, začele so se mi dogajati zelo neprijetne in zoprne stvari, in sem opazil, da očitno pač rabim nekje še za nek neposkrbljen del svojega življenja prijet, no.
In pač v tem momentu je priletel mimo Aleksandar in jaz moram reči, da imam do raznih, kaj jaz vem, no, takih mal domačih spiritualnih vodij, kar odpor, mogoče tudi še danes, čeprav veliko manj, kot sem ga imel. In ena stvar, ki me je Klepar Aleksandru zelo prepričala, je osebna izkušnja. Se pravi, jaz sem Aleksandrovo hipnozo, ki jo je imel na tej brezplačni delavnici, sem se pač prijavil, pa sem rekel, lej, bom pač, da vidim, kva to sploh je. Če mi gre na živce, ampak dej, ajde. Sej ta Aleksandr mi skozi teži tam po Facebooku, pač dobro, lej, ga bom kliknil, pa pač naj mu bo, ne. Itak ga bom z enim ušesom poslušal, z enim pa ne. Pa sem ga začel z obema ušesoma poslušati, ker je zanimiv predavatelj, a ne. In posnel sem si to, ko te on reče rad proces z zaprtimi očmi, a ne. To hipnotično manifestacijo, kakorkoli pač zdaj temu rečemo, hipnozo, vizualizacijo. In sem jo pol poslušal, tako na telefon sem si jo posnel in sem poslušal pol, tako ne vem, sem šel na klopco v park in sem jo poslušal in sem videl, koliko meni v bistvu manjka lih to. Jaz sem imel blazno hudo črn notranji svet. Se pravi, jaz sem sam s sabo obračunaval, če tako rečem. Ne? Kakor je moj oče rekel, ki ga je recimo v zadnjem letu udarila ena depresija, je rekel, kako sem jaz lahko toliko butast, da se kar tako počutim, pa nič ne naredim. Ne? In tak notranji dialog, jaz sem skozi samega sebe obsojal. Če je prav, sem se nekaj obsojal, če je bilo narobe, sem se nekaj obsojal, vedno je bil nek problem. Skratka, ta črn notranji svet je tisto, kar je mene razžiral. S časoma tudi navzven, skozi zdravje, skozi psihično stanje in tako naprej. In tle sem res videl, koliko ima hipnoza blazno močen vpliv, ker te v bistvu uči, kako sam sebe v bistvu spravljati v tisto stanje, ki ti koristi, ne. Mislim, če sem jaz slabe volje ali pa, ne vem, če me nekaj prizadene, saj si ne rabim jaz še zraven še lopniti se po glavi še s svojimi besedami, ne. In sem opazil na koncu, koliko je to pomemben. Jaz sem se na hipnozo prijavil izključno zaradi sebe. Pač, da jaz uredim svoj notranji svet, da jaz uredim, bom rekel, neke travme za nazaj, za kar je hipnoza vrhunsko orodje. Nisem tega delal sam, seveda sem si našel tudi nekoga, ki to obvlada, ampak sem imel zelo veliko prednost, ker sem hipnozo uporabljal. Recimo, ne, tako da, tle sem našel pol ful enih stvari, kjer mi hipnoza zelo prav pride. In pol je šlo sam naprej, lej. Pol sem jaz rekel, kaj pa, kaj jaz učim otroke, ne, ali pa odrasle, ne, mogoče pa tle lahko začnem to uporabljati, da vidim, kakšne zanimive sugestije jaz lahko dajem, ne. Dej, Matic, sam razloži, da bojo tudi ostali razumeli, verjetno ti ne delaš tam procesov z zaprtimi očmi, ampak uporabljaš hipnozo, bom rekla tako, v normalni debati. Ja, absolutno, ne. Ti ne moreš zdaj recimo voditi skupine karateistov, pa jih tam polešt na tla, zdaj pa zaprite oči, pa ne. Ali pa kitarista, ki ga učiš igrati kitaro, a ne. Mu pa lahko med tem, ko on igra kitaro, lahko daš ogromno dobrih sugestij, ne. Sploh, ko enkrat to malo naštudiraš, ki mu pomagajo pri tem, da recimo, a ne, vsem nam je ena stvar, vsi zagotovo, ki tule poslušate, a ne, imate eno stvar, ki si rečete, mater, to je pa ful težko, veš, ne. In hipnoza je tista stvar, s pomočjo katere se ti pelješ skozi to, kar si najprej rečeš, a veš, to je pa ful težko. A ne, in zdaj si jaz naštelam svoje misli tako, da bom jaz kljub temu, da imam mogoče odpor, da se mi ne da, da odlašam, da vseeno vztrajam, da se lotim in da grem v to z nekim zadovoljstvom, a ne. Tako na neki način ljudem dajati to zaupanje, da lahko si radoveden za karkoli, ne. K meni pridejo pač ljudje in rečejo, veš kaj, jaz bi se učil kitaro, samo nimam posluha, ne. Ali pa sem prestar, ali pa sem štorast, ali pa, mislim, vsi imajo neki izgovor, mater, ne. In pol pač jaz se večinoma časa ne ukvarjam s tem,
da jih učim kitaro, ampak da jim te stvari poskušam v glavi spremeniti s pogovorom, z vsem tem ker itak on, ki igra, se ponavadi vedno nekaj še pogovarjaš zraven pa tako in lahko vrstiš čas ponucaš, da človeku njegove misli usmeriš v nekaj, kar mu koristi, ne. Tako da to je pa ja, bi rekel temu mogoče hipnoza z odprtimi očmi. In tisti seveda, ki se boste pridružili, jaz upam, da se vas bo čim več, boste videli, da večino hipnoze naredite sami sebi in to z odprtimi očmi. Cel dan. In to je tista stvar, ki nas lahko zelo močno tepe, ali si pa naredimo ogromno koristi, ne. Aleksander pol tleka recimo dela malo bolj prodajno tisti del, ne, reče, ja, 2000 evrov ali koliko je cena, 20 000 evrov je vrednost delavnice, ne. Jaz zase vem, da je zame ta vrednost mnogo večja kot 20 000 evrov. Ker kar naenkrat pač ti ni treba zaradi onega k doktorju hoditi, kar naenkrat teh problemov nimaš več, onih tabletov ti ni treba jesti, niti treba k nekemu terapevtu hoditi, zato ker pač po domače povedan popizdiš vsake 3 dni. Ne vem, mislim, lahko še naštevam, a ne, in slišali ste prej Natašo, ne, ona je s tem znanjem pomagala nosečnici v zelo, zelo nezavidljivem položaju, a ne, in to na njeno prošnjo, in to tako, da je res naredila veliko uslugo in tej ženski in zdravnikom. Mislim, tle noter, jaz mislim, da ni 20 000 evrov, no. Je pa res, da ne pomeni to, da imaš na koncu kup denarja na mizi, ne. In ena stvar, ki me pa pri Ampak Aleksandru... lahko pa tudi, Matic, posredno. Ja, seveda, ne. Investicijo si lahko zelo hitro povrneš, če greš v to smer. Ja, absolutno, se strinjam, ja. Jaz, ke pač bom rekel, živim od tega, kar delam, ne, je blazno pomembno, kaj jaz učencem rečem, kako se z njimi pogovarjam in tako naprej. Tako da ja, no, ampak to sem še želel dodati tle, da ena stvar, ki me je zelo prepričala pri Aleksandru, je to, da ves čas poudarja, če imaš ti zlomljeno roko, pojdi k doktorju, ne. Ni hipnoza tista stvar, s katero bomo zdaj voodoo zdravili sami sebe za čisto vse. Hipnoza je tista stvar, ki te podpre pri vsem, kar delaš. Ne, če hočeš ti kamion znati voziti, rabiš iti k inštruktorju za kamion. Ampak koliko lažje se boš pa ti naučil, a ne, koliko hitrejš, koliko boljš boš to počel, koliko bolj z užitkom, z veseljem, tle pa hipnoza pride zelo prav, a ne. In tukaj se mi zdi ta visoka etična norma, ki jo ima Aleksander pri svojem učenju, tisto je mene zelo prepričalo. Ja. A imaš kakšno tako stvar, ki bi jo res ful izpostavil, da ti je bila na delavnici, na celem procesu, ne vem, ful všeč, a si imel kakšen tak ful aha, ali ne vem, kakšen klik tak poseben, ki bi ga izpostavil, ali karkoli? Imel sem jih kar dosti. Ja, Ne to je vem, super. Ne vem, katerega bi izpostavil. Mogoče recimo sem imel zelo težave seveda s spanjem, a ne. To se mi zdi zelo tipično, a ne, se zvečer uležeš v posteljo, pa sam sebi moriš, pa utrujaš, ne. Pa tistega nisem naredil, pa onega, pa ono moram jutri, pa joj, pa zakaj mi je ta to rekla, pa on učenec mi je tam nekaj, in pol pač ne zaspiš do 3 zjutraj, ne. Aleksander, saj mislim, da imaš še vedno, a ne, te posnetke, Ja. da pridejo v Ko so paketu. bonus, ja. So bonus posnetki, Ja. no. S temi posnetki sem jih pač poslušal zvečer in mi je bilo zelo dragoceno, ker v bistvu ugotoviš, da ti samega sebe bombardiraš, saj ti sam si daješ te misli, ne. Saj ti jih ne daje noben drug. Sam sebi si jih kar rolaš pa, ne. In to mi je, zdaj recimo, če pogledaš, kaj so 3 glavne stvari za skrb za svoje zdravje, ne. Eno je fizična vadba, eno je hrana, eno je spanje. Mislim, če spanje porihtaš, si porihtal zelo veliko. Če se še malo s hipnozo prepričati, da greš 3-krat na Četrta teden je se pa malo mentalna, potelovaditi, tako ne. da pol smo pa No. že tukaj, ja. Ja, mislim, tle je res velik del, ne, življenja, našega zdravja,
Tako da mi je zelo dragoceno, no. Bom rekel, to je ena od takih stvari, ki mi zelo ostaja, ne. Ful. Dej Matic na koncu še komu, ki ima črne misli, tako kot si imel ti, pa ki se obsoja za vse in ki nikoli ni zadosti dober, in tako dalje. Imaš kakšen nasvet, kako se lotiti tega, da pride ven čim prej iz te črne luknje? Ja. Mislim, ja, moj nasvet je, če bi jaz to delal še enkrat, bi si našel prvič ljudi, s katerimi si pač tukaj lahko pomagam. Tle bom rekel, da znotraj programov Aleksandra Šinigoja in Mastermind akademije sem jaz našel velik krog ljudi, pač tudi recimo Nataška, ki je bila pred mano, imava midva eno posebno ljubezen na vajah. In si res veliko pomagamo in včasih je zelo ganljivo. Včasih te rab nekdo samo ti dati prostor, da poveš. In pol samega sebe slišiš in si o moj bog, mislim, a da jaz nisem znal, včasih rabiš sam povedati. Včasih je fino, da ti nekdo, da te podpre z neko hipnozo. In hipnoza je ful dobro orodje, s katero te ljudje lahko podprejo. In potem v bistvu se samo naučiti, kaj si pa jaz zdaj rabim govoriti o svojih mislih, katero sliko jaz hočem gledati v svoji glavi. Jaz se zdaj lahko odločam, da gledam sliko Andreje, ki ima ananas na glavi. Pač lahko. Komot. Ja, in pač tebi ne delam nobene škode, meni je pa zabavno. Meni tudi. Ja, no vidiš, ne. In jaz lahko v bistvu se odločam, da si naredim zabaven trenutek, ne. Lahko se pa odločam in si rečem, zdaj grem pa se spomniti enega zelo težkega trenutka in se bom pač bedno počutil. Se pravi, lahko si izberem nabor misli, slik, ki si jih slikam v glavi nalašč, da se jaz postavljam tja, kot treba. In to, kar Aleksandar poudarja, nočeš, da se ti zgodi vse v 2 sekundah. Ker če hočeš svoj life, če ti je težko, če ti je naporno, zdaj spremeniti v 2 sekundah, se zna zgoditi, da bo kaj eksplodiralo, kaj počelo, da bo šlo kaj fejst hudo narobe. In je včasih dobro, da grejo stvari korak po korak, da en dan zamenjaš eno misel, ne 4500, kolikor jih imaš v eni uri. Pač z eno mislijo začneš. Tam se začne. In potem gradiš in gradiš in se pride res daleč, sploh pri teh, ki vidim, ki smo vztrajneži Mastermind akademije, Nataša, že vem, da se smeje, pa Renato vidim, pa tako, tudi Igora, ki bo prišel za mano, se začne fejst poznati. Če pa si tečen in hočeš, zdaj bo pa v prvi sekundi vse drugačne. Aleksandar, zdaj tlele, jaz sem to začel gledati tvoje module in nič ni drugače. Ja, mislim, ne bo ta prvo sekundo. Lahko pa, da tudi kakšna stvar bo šla v zelo hitrem času v močen preobrat, no. Ampak korak po korak, če en tak analogen primer, zdaj mičkam Frankla berem, te ujetniki, ki so prišli iz taborišča, ki so se najprej ful najedali, ker so stradali prej 3 leta, so umrli od tega, da so se prenajedali. Tako da je dobro tudi dobre stvari konzumirati v eni taki dozi, ki ti pomaga, ker tudi zdravilo je lahko slabo, če ga preveč pa prenahiter. Tako da hipnoza je zdravilo, je pa treba biti vztrajen, konsistenten in misel po misel. In pride. Sam navezala bi se na pogosta vprašanja, ki sem jih dobivala med samo zdaj to delavnico, ki je bila petek, sobota, nedelja. Ja, jaz vizualiziram, to delam že dolgo, pa še kar nič ni drugače. In smo se precej vrteli okrog tega,
Ja, sej super, da vizualiziraš in to, ampak s tem v bistvu, ko ustvarjaš ta pritisk, ne, zdajle mora biti, v bistvu se oddaljuješ od tega, kar bi rad dosegel v resnici, ne. Ja, Poleg tega je treba tudi še malo rit premakniti, no. ja, ja, ja. Ja. Ja, jaz sem lih, preden sem se pridružil z eno žensko delal v bistvu malo hipnoze in je rekla, ja, pa veš, jaz ful vem, pa tako pa se nič kaj ne premakne. Sem rekel, seveda, daj mi povej, kaj bo prvi korak, ki ga boš naredila. Ker je v redu, da ti ful znaš, pa ful vizualiziraš, ampak daj mi povej, kaj bo ta prvi korak, ki ga boš naredil. Ker vizualizacija je super, ne? Loto dobitka, sam daj kup še srečko, no. Ne, mislim. Ja, tako ja. Super. Ja. Matic, hvala ti. Hvala, ker si se priključil, kljub temu, da sem te ulovila nekje sredi pač čist drugega posla. In povezavo si odlično zrihtal. Jaz sem zmanifestirala to, sem ti že včeraj rekla, ker si pojamral, da mogoče ne bo dobra zveza, sem rekla, jaz manifestiram tvoj internet. Tako da smo te odlično slišali. Zdaj te bo temah mal zajela, tako da te videli ne bomo več dolg. Ampak mej se lepo in uživi na taboru in jaz verjamem, da boš veliko otrok navdušil še za astronomijo. Hvala. Andreja. Uživajte. Enako. Evo, jaz pa vabim zdaj že mojo naslednjo gostjo in to bo Iris, sam ne vem, zakaj jo ne vidim. Iris, kje si? Evo te. Evo, Iris je v San Franciscu. Ja. Čau, Iris. Zdravo. Dobrodošla tudi ti. Iris je tudi članica naše mastermind družine. Človek, ki se je iz ene, kako se reče, ti smo pri metulju, prva faza, se niti ne vem, kaj je, z lečinke za bubu in potem od bubu in je zdaj že en tak krasen metulj. Iris, zdaj nam povej tako v 2 besedah, kdo je Iris. Kaj počne? In kaj je lahko pol kar nadaljuješ, kaj te je na hipnozo pripeljalo? Oziroma v našo družino nasploh. Ok. Jaz se bi najprej res ti zahvalila za povabilo. Z veseljem. Hvala tebi za udeležbo. V redu. Da se najprej predstavim, kdo sem sploh. Delam dejansko v proizvodnji kot operater na stroju. Z samo hipnozo sem se pa v bistvu srečala tam leto dni nazaj. Takrat je bilo v bistvu moje življenje popolnoma v razsulu. Se opravičujem, ker je še zdaj Ja, malo te čustva izdajo, ampak v redu. tako. To samo kaže, da si iskrena in da ne, tako, da ne lažemo, da tako pač je bilo. Tako. In jaz sem takrat iskala, ker sem jaz bila takrat res popolnoma psihično, totalno na dnu, popolnoma izčrpana, pod velikim stresom in iskala sem nekaj, kaj mi bo pomagalo, da bom prišla ven iz tega kroga, ker je bilo res neznosno. In takrat sem se jaz prvič srečala z hipnozo. In ta hipnoza je v bistvu meni dejansko spremenila celotno življenje. Res. Težko je povedati, ker so res še vedno imam tiste emocionalne občutke. V bistvu sem si s hipnozo pomagala, da sem premagala ne še čisto vse, še delam vedno na tem, od starih vzorcev do vseh prepričanj, ki sem jih imela. Jaz sem imela pred letom dni strašno slabo podobo o sebi, da sem kot nesposobna, da nisem si zaupala sama sebi. In hipnoza je bila tista, ki mi je dala v bistvu, povrnila vse to. In na samih teh delavnicah v živo, ko sem doživela, kdor tega ne doživi, to je zelo težko opisati. To so bili
To je bila ena velika, globoka sprememba v mojem življenju. Ko tam srečaš ogromno ljudi, sošolk, ki si ravno tako kot ti želi spremeniti življenje in ko vidiš vse te spremembe, ki se že tam dogajajo na sami delavnici, ker meni je bilo zelo všeč na teh delavnicah, da si v bistvu lahko podživel, da ni bilo to, da delavnica ni samo teorija, ampak da ni v bistvu poudarek samo na teoriji, ampak da je poudarek tudi na praktičnem delu. In da si v bistvu doživel vse, da si lahko bil kot hipnotizer in da si bil lahko tudi kot klient, da si lahko živel se v obe vlogi. In to je bilo meni blazno všeč. In tudi začutil si tisto ful res pozitivno energijo, začutila sem eno varnost, vso podporo, ki si jo imel tam. Tam so se ljudje, ki te niti ne poznajo, se ti na nek način odprli in ti povedali tvojo življenjsko zgodbo. Vsak nosi svoje neko breme, neko življenjsko zgodbo. In to je bilo nekaj res neprecenljivega, na takih delavnicah, da se ti res nekdo tak odpre in da težko je, res je to emocionalno je Sam za mene medklic, bilo da res. se ne bo kdo ustrašil, Ja. ne. Če nekdo noče deliti nečesa, nobenega rabi. nič ne silimo. Ne, In ne, se ne da, rabi. se da Ne rabi. delati tudi tako, da se o konkretni vsebini sploh ne govori. Tako, Tako da tako. če kdo Tudi, misli, da zdaj tudi. bo pa mogel tam se razgaliti pred Ne, vsakim in ne. ne razlagati na dolgo in široko vse svoje travme, daleč od tega. Ne. Seveda lahko, če želi in je dobrodošlo in bo tudi Tako. tistemu dotičnemu človeku to pomagalo, bo lažje, ampak ni pa treba, no. Tako da samo, da ne bo se kdo bal. Ne, Tako sam Bog ne daj, ampak povem. ponavadi je, ne vem, jaz nisem doživela, da nekdo ne bi pač povedal, dobro, mogoče je kdo tak, ampak ponavadi se odprejo pa povejo. Ampak če ne Zakaj se želijo, ni Če treba. pa ne Jaz sem želijo, pa doživela že res, vse ja, sorte, tako da lahko to rečem, da se je tako, čisto normalno dalo speljati tudi tako. brez tega. Okej, Iris, kaj si recimo ti, ne vem, še eno leto nazaj, tudi ko sem te jaz spoznala, jaz lahko čisto iskreno rečem, da jaz te res vidim kot druga človeka, ker si bila neka taka tiha miška, ne da rečem sramežljiva, ampak bolj tisto meni. Ne? Me ni. Jaz sem sicer tukaj, ampak me ni. Puste me na mir. Kaj si recimo zdaj upaš, pa si takrat nisi, pa si mogoče sploh ne bi verjela, da je možno, da boš zdaj čez toliko časa, pa to ni zdaj neka doba, ne? Eno leto niti, ne? Eno leto, ja. Dosegla in presegla v bistvu tiste svoje izzive in cilje. Prvo, da sem stopila iz cone udobja. Meni je hipnoza dala ful dosti, da sem postala ful samozavestna. To je že prvi znak, da sem na takšnem srečanju, kot je to, da sploh si upam govoriti, ker kot sama veš, na delavnicah sem bila samo čisto res, tako kot si povedala, v ozadju, samo ne pustite me na miru, ne. Začela sem uresničevati svoj cilj, življenjski cilj, se pravi, da začnem pomagati ljudem in z velikim veseljem tudi lahko povem, da v mesecu septembru uradno si odprem kot dopolnilno dejavnost, da bom pomagala ljudem skozi hipnozo in pa še eno drugo energetsko tehniko, da se bojo osvobodili dejansko svojih vzorcev, svojih mislih, svojih občutkov, ki jih blokirajo na njihovi življenjski poti. Kaj misliš, da so najbolj pogosti taki vzorci, ki si jih morda imela tudi sama, pa si jih na ta način presegla in zmanifestirala neko boljšo vibracijo zdaj zase?
da so se ti potem stvari sestavile, če lahko tako rečem. V bistvu spremenila sem pogled o samopodobi o sebi. Okej. Ker če nimaš, če imaš Lastno ti vrednost samopodobo verjetno o misliš. sebi, tako je, potem ni napredka. Mhm. Potem ni napredka. Pa da imaš v bistvu mir. Da v sebi čutiš mir. In tudi pri sami hipnozi je meni tudi dalo to, jaz prej nikoli nisem dajala nobenih namer. Meni je to bilo komaj to prvič, sem slišala, dajte namero, to, kar Aleksander pravi, dajte namero za vsako stvar, zjutraj, ko se zbudite, zvečer, ko greste spat, si dajte namero in jaz to res to delam. In življenje se mi je tudi drastično spremenilo v pozitivno smer, res. Merami. Ja. In Super. za temi vsemi Namera je orodjami, prvi korak hipnoze, ki jih boste sanjali, 7 jih je, ampak namera je prvi. prvo, tako. Ja. To se lahko naučite že danes, ne? Iris, dej povej, kako naj si dajo namero, zato da bojo v neki pozitivni vibraciji šli čez dan. To jih lahko naučimo že zdaj. Ja. Jaz lahko povem svojo verzijo, kaj jaz povem. Jaz si vedno dajem, dajem namero, nezavedni prosim te. Zdaj bom povedala bolj v ženskem delu, da sem cel dan v zdravi dominantni ženski energiji, da izžarevam zdravo dominantno žensko energijo, da kadar bo potrebno, da bom znala prestopiti tudi v zdravo dominantno moško energijo, da se bom dobro razumela s vsemi sodelavcami, sodelavkami in šefi v službi, da bo moj dan potekal fantastično, da bo ta dan kot, kako naj se izrazim pravilno, Tudi če je nepravilno, se vseeno. ja, da bom preživela dan, kot da je to moj zadnji dan v življenju. Hm. In tudi, ko Krasna grem na namera. pot z avtomobilom, tudi rečem, da dajem namero, da mi bo pot potekala čista, blagoslavljam z ljubeznijo voznike pred menoj in za menoj blagoslavljam z ljubeznijo svoj avto in to je to. In jaz se vedno pripeljem varno do cilja, Super, brez zastojev. brez zastoja. Okay, to Tako je je, to je reče, pomembno, da mi veš, bo ker pot imamo do cilja največji varna, parking v gladka. Sloveniji na avtocesti. Ja, res rečem, da mi bo pot do cilja varna, gladka. Brez Super. ovir in brez preprek. Okay. Jaz upam, da ste se naučili zdaj, kaj je to namera in da boste zjutraj, ko se zbudite, začeli dajati namero za dan in za, ne vem, neko nalogo, ki je pred vami, za sestanek, za karkoli. Je bilo kaj. Ja, tako. No, pol gremo pa naprej na naslednje korake. Ampak ne danes. Dobro, ta je enostaven in je, kakor se sliši zelo enostaven in mogoče banalen, je ful pomemben. In ja, usmeri fokus tja, kamor hočemo, in to je v bistvu že samo hipnoza na nek način. Tako. Ok, Iris, ti si bila v neki taki življenjski situaciji težki in mogoče še kdo tak tukaj in je imel slabo samopodobo in ni videl poti ven praktično. In zdaj lahko rečeš, da si drug človek, da si samozavestna, da imaš rada samo sebe, da si upaš nekaj, kar si prej sploh razmišljala, Tako. nisi o tem. Tako da, kaj svetuješ nekomu, ki se mogoče najde v tvoji zgodbi? Kaj bi bil prvi korak, ki ga lahko naredi, da bo vsaj malo dvignil to vibracijo iz, ne vem, žalosti, jeze, obupa, to so take zelo nizke vibracije. Že če ste jezni, je boljše. Ja, to je res. Veš, kakšen nasvet? Če bi bila ti zdaj, da bi bil nekdo v taki situaciji, kot si bila ti 1 leto nazaj, kaj bi mu rekla? Prvo, kar je, piši se delavnico samohipnoze, ker Okej. to so ta orodja, ki ti pomagajo, res resnično govorim, da res pomagajo ti priti ven iz takega brezna, ki sem bila jaz, pa mogoče je še kdo drugi v tem. Okej.
še kaj razen tega, če se nekdo ne bo vpisal, kaj lahko naredi? Dajte si vsaj vsak dan govoriti, da ste najboljša, da ste najboljša verzija sebe, da se imate rade, da ste samozavestni, da se ljubite, da ste lepi, da vam je všeč vaš nasmeh, da vam je všeč vaše telo, vse, kar vidite, vse, kar vidite na vašem telesu, da vam je to vse všeč. Dajte si take pozitivne stvari govoriti. In dajte si namero, če ne druga, vsaj namero, vsak dan si dajte namero. Eto, super. Iris, bi rada še kaj dodala, kar mogoče sva pozabile ali pa sva spustile? Če še kaj takega, da ne boš rekla potem, joj, pa to bi mogla še povedati, pa nisem. Sva, Mm, okej, Ne, mislim, da je to to. cool. Da je to. Jaz ti želim uspešno manifestacijo tvojega pač dopolnilne dejavnosti, kakor si jo poimenovala, in da bi bila tak sonček še naprej. In Hvala tisti, ki lepa. pridete v Ljubljano na delavnico zdaj avgusta, jo boste srečali tudi tam. Tako da se vidimo. Hvala, Iris. Hvala. Zdaj imam pa že naslednjega gosta in to je Igor, samo da ga najdem. Igor nas ne vidi z očmi prav veliko, ampak nas pa zelo dobro sliši. Evo. Igor, te spotlightam, ti se pa prosim vključi z mikrofonom. Evo ga. Yes, te čujemo. Odlično. Igor, povej nam, kdo je Igor? Zakaj si ti danes tukaj? Zakaj sem jaz tukaj? Dobro, jaz sem te povabila, ampak ti To je si, tudi res, ja. ja, v mojih očeh si ti en tak zelo, zelo prodoren, odločen, nekompromisen manifestator, ki shipnotiziraš sebe in vse okrog sebe zato, da dosežeš svoje cilje. In to, kar mi je res ostalo, ki si enkrat izjavil, je, sej res, da imam samo 7% videa, ampak vse ostalo mi pa dela. In to ti res odlično dela. Zdaj, če sem že vse povedala, bom še to. Si predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Ampak kljub temu, da ste lokalno društvo, delujete ne samo na Primorskem, ne samo v Sloveniji, ampak v bistvu mednarodno in orjete ledino na vseh možnih področjih. In zdaj bom samo še nekaj povedala, potem ti pa res dam besedo. Včeraj sva se z Igorjem pogovarjala po telefonu in je rekel, če pa to ni bila manifestacija, pol pa tudi ne vem. Daj nam kaj več povej o tem, Igor, kaj si zmanifestiral in kako. No, še enkrat lep pozdrav. Ja, res je, jaz imam 7% videa in moji predhodniki so že skoraj vse povedali, ne, zakaj sem jaz tle. Jaz sem Ne, dejansko... zakaj si ti tle niso povedali? Niso povedali, ne, ampak recimo tiste vsebine, zakaj sem prišel, so povedali, ne, in zato je dejansko res. Predvsem je to, da sem iskal neko podporo za moj razvoj, kajti enako sem šel skozi s težavami, tudi moja samopodoba je bila zelo nizka in dostikrat sem se spraševal, ali, ne vem, to pač, ko govorimo, ali smo invalidi sposobni, da se vključimo v, jaz rečem temu, normalno družbo, ali en od mojih prijateljev, uspešnih poslovnežev pravi v normalno družbo, ali to ne sprejema, ali pa kdo je normalna družba, ne. In sem dejansko iskal pomoč na tistem delu, ki dejansko, predvsem na samozaupanju in na tem področju, ali jaz to zmorem. Pravzaprav ne zmorem, ampak ali jaz to lahko. In moram reči, da v lanskem letu, koncem leta, sem imel, bi rekel, en velik izziv. Bile so v našem društvu velike spremembe in bil sem na veliki preizkušnji, predvsem pri menjavu kadra, pri kako kakšno zadevo odločiti. In tlele je prišla res dejansko hipnoza v poštev 100%, kajti pomagala mi je pri tistih odločitvah, ki sem dejansko jih potreboval, kajti bistveni poudarek je to, da
vsa manifestacija prihaja z zamikom. Jaz sem bil večkrat nestrpen pri teh odločitvah in ravno v teh odločitvah, ki niso bile lahke, ki si je bilo treba pridobiti nov kader, ki je bilo treba zamenjati, mi je mislim, dejansko hipnoza pomagala, da vse prihaja z zamikom. No, o tem, kar sva se pa midva včeraj pogovarjala, je pa to, da sem jaz pred 2 leti napovedal, da bomo v Novi Gorici naredili center čutil, izobraževalni center, sodobni center za slepe in slabovidne. Po 2 letih se je to uresničilo. Dejansko kupili smo svoje prostore, kjer bomo naredili sodobni center in vse vas povabim v tipno galerijo Umetnost slonka in vidnega v Mercator Center Nova Gorica, to je na Industrijski ulici, kjer se pa tudi že razvija center čutil, ampak tudi želja, da bomo imeli stanovanja za invalide, tudi to se še izvaja, čeprav smo to parcelo mogli prodati, zaradi tega, da smo lahko kupili novo parcelo, ampak še hujše odločitve so bile tlem, da je bilo treba vzeti kredit in predvsem pa prevzeti velike odločitve, ki se jaz prepričam to, da bo manifestirane to, kar je recimo predvsem v zadnji delavnici Aleksandar povedal, če v to verjameš, rezultati pridejo. In potem tudi delaš na tem in vztrajaš pri tem, je res, Igor? Točno to. Mislim, dejansko, jaz sem šel isto pot kot vsi, ne. Mislim, kot sem rekel, 7% mislim vi, da vsi takrat pač vemo, nisi sposoben, ne gre. Bile so neke želje in moram reči, da v pravem trenutku, jaz sem že 5 let v skupini Mastermind in največja energija sigurno mi je pa moji sošolci, pravzaprav, kar je Matic povedal, povsem predhodnice, ta izmenjava znanja, izkušenj, to zelo koristi in mislim, če že to nočeš, mislim, če že to ne narediš, pridi zraven, kajti ta energija ti bo še dodatno pomagala. Predvsem, da boš lahko razmišljal v pozitivni energiji, ker to je ena bistvenih zadev, ker mislim, jaz sem imel ful to razmišljanje, da najdem neko negativno zadevo, ne. Ker sem se pa prepričal, mislim pač sam sebi dopovedal, kaj pa če bi obrnil, da gremo ven iz pozitivne energije, so pa rezultati iz dneva v dan. Da vam ne povem tudi danes nove manifestacije, novi ljudje, ne vem, jaz v to verjamem in jaz samo rečem, pridi zraven. Neverjeten si. Mislim, midva z Igorjem se vsake toliko slišva in kadar on pokliče, ima zmeri kakšne take senzacionalne novice, kaj je spet zmanifestiral. In tako, res občudujem pri tebi to, da nikoli ne obupaš in nikoli ne odnehaš in karkoli rečejo, da ni mogoče, ti rečeš, je mogoče in to uresničiš, če ne po eni poti, pa po drugi. Tako da prosim, dajte to njegovo strategijo si zapomniti in uporabiti predvsem. Rekel si, Igor, da si se prepričal. Kako si se prepričal? Ja, hipnoza ti vse to pove, ne. To se pravi, treba je delati v pozitivno smer. Dejansko pač tisto zadevo, ki si jo zadaš, prepustiš, ne, jaz rečem temu, ne, si narediš pač cilj, pravzaprav ne cilj, ampak zdaj govorimo, kar planiraš vnaprej, ne. Cilj in potem še načrt, ja? Cilj, načrt in potem se dejansko, mislim, lahko v resnici povem, da v to nisem verjel, ne. Ampak potem, ko se je začelo pa odpirati, pa ne moreš verjeti, ne. Mislim, danes sem imel, ko sem rekel, spet novo osebe, s katero sodelujeva že 5 let in smo že dejansko planirali nove načrte, ampak ni lahko in je lahko, ne, jaz pravim temu. Zdaj je lahko, takrat pa ni bilo lahko, ko sem začel s to zadevo, ne. Predvsem to, kako te bojo sprejeli kot invalida, ne, ker jaz pač pravim, kdo je invalid, se dajmo vprašati, ne. In druga zadeva, da ni za jamrati in jaz sem se pač odločil, da bomo imeli društvo, ki ima kompleten strokovni servis za slepe in slabovidne in pri temu smo, ne, zato pa rabimo svoje prostore in ta manifestacija se pač uresničuje. Tudi mestna občina postaja ena najbolj prijaznih, dostopnih na vseh področjih, ampak
tle ne rabiš prepričevati, ne. Mi se na občini pogovarjamo o rešitvah, ne, in mislim, da je bistvena zadeva sprememba v meni, ne, da sem se začel pogovarjati, ne pa zahtevati. Bravo, Pravzaprav ponujati rešitev, ne. Ker tako. jaz sem rekel, recimo, kaj ti pomaga, če mi rehabilitiramo slepi, če pa dejansko, recimo, ali pa kakršnokoli invalid, če pa ni okolica ne dela na tem, ne. Po drugi strani je pa mislim, sploh niso težave v ljudeh, ampak so težave v komunikaciji in predvsem v strahu, ne. Točno to. Ja. In zdaj, če lahko samo dopolnim, hipnoza kot odlično komunikacijsko orodje, mislim, vem, da ima večina ljudi predstavo, pač, da ja, daš človeka zaspat v navednicah in potem mu hipnotizer nekaj govori, ampak hipnoza, jaz upam, da smo zdaj čez te dni delavnice in tudi te pogovore že prišli do tega, do te jasnosti, da je hipnoza vse. Da jo mi sami sebi delamo, tako je Matic prej rekel, je bila najprej črna in je potem jo spreminjal v bolj svetlo, ali pa tvoja, Igor, v končni fazi tudi. Mogoče ne glih črna, ampak taka pač slaba samopodoba in tako naprej. In to je bila vse slaba samohipnoza. In jo spreminjamo v pozitivno, v boljšo in s tem dvignemo vibracijo in lahko zmanifestiramo dobre stvari, ki se jih želimo, in ne slabo samohipnozo tistih, ki jih nočemo. Tako da, ja. Igor, še kakšen nasvet za koga, ki sam sebi pravi, da ne more, da je prestrd, da mu manjka, ne vem, kaj to, ono, tretje. Kaj bi mu ti svetoval, glede na to, da ti nič ne fali, sam vidiš, ne? Zdaj karikiram, Mogoče ampak pokomentiral predvsem hipnozo, ne. Jaz sem Ja. bil tudi, sem se sorazmerno izogibal, ne, začetka, ne. Sem šel pač vse druge izobraževanja prej, ne. Ampak na koncu mi je, kadar sem šel pač še tudi izobraževanje hipnoze, sem, bi rekel, še se nadgradil, ne. In mi je prej bi rekel težkih trenutkih, ne. Ampak zdaj pa v teh odločitvah ogromno pomagala. Zato, ker sem pač tehniko uporabljal na čisto enostaven način, ne. Nisem se pač tako poglabljal, kot se je Matic, ne, ampak na koncu ga spremljam, pa so te izmenjave. Jaz mislim tako, da leta niso ovira, invalidnost niso ovira, kajti če pogledam, recimo na koncu v naše društvo se vključujejo mladi, stari in taki in drugačni, ne. Kaj so ti ljudje sposobni, ne, ker na koncu predvsem ljudje potrebujejo prava navodila, ne pravilna, no, prava navodila, in predvsem, da vsak prevzame svojo odgovornost, ne glede na invalidnost, ki je, ne. Mi vse preveč pričakujemo od drugih, da bojo naredili namesto nas, ne, ker vse te premike sem jih mogel narediti jaz, prvo v svoji glavi, potem z dejanji. In jaz vsakmu predlagam, pridi zraven. Mogoče sigurno začetka ni lahko, ampak rezultati prihajajo z zamikom in to je mogoče ena največjih težav, ki jih imamo vsi, ne. Da to ni možno, ampak predvsem bodi zamenjaj, ne. Zmeraj razmišljaj pozitivno, razmišljaj o sebi, in ko boš sebe dvignil, boš pomagal tudi drugim, ne. Mi mogoče razmišljamo predvsem, kako bomo pomagali drugim, to sem razmišljal tudi sam v preteklosti, ko sem pa nadgradil s hipnozo, da dejansko moram prvo pomagati sebi in potem pomagam drugim, se mi je svet obrnil na glavo. Bravo, super. Igor, najlepša hvala še enkrat za tvoj čas in to, kar si delil z nami. Hvala In tebi in hvala sošolcem, da smo skupaj in da dejansko skupaj se nadgrajujemo. Yes, gremo dalje. In več nas bo, lepši bo svet okrog nas tudi. Ampak Točno začeti to. moramo pa pri sebi, tako kot si sam rekel. Mislim, prvič to, da želimo druge spreminjati, zato da bo nam boljše, ne? Pa ne gre to tako, moramo pri sebi začeti, zato da se bo nekaj naven spremenilo. In drugič, ta vloga žrtve, o kateri tudi Aleksandar veliko govori, ne? Da pričakujemo, da bo rešitev prišla od nekje od zunaj. Pač vse se začne tlele in tlele, ki ne vidite zdaj, kam kažem, ampak na srce. Tako da ja, Igor, hvala.
še Hvala enkrat. tebi in vsem In ostalim. zdaj gremo še k naši dragi Nini, ki čaka že ne vem koliko časa. Nina, dobrodošla tudi ti v moji družbi. Živijo. Tisti, ki prijete v Ljubljano, bo Nina vaša sošolka letos. Nina še niti ni bila na delavnici hipnoze v živo, ampak je kljub temu, jaz te vidim kot eno zelo uspešno, pogumno in samozavestno manifestatorko, ki je v svoji glavi marsikaj pošlihtala. Daj nam povej, Nina, kdo si, kaj počneš in kaj sploh enega tazga mladega človeka, polnega energije, kakor si ti, pripelje na delavnico, kamor pač ljudje imajo neke probleme, pa rešujejo stvari. Ponavadi še malo starejši, kot si ti. Ja. Ja, najprej hvala za tak lep uvod, no. To bi si mogla posnet, pa kdaj tako predvajati na kakšni Imamo tizdanki, posneto. a veš. A imamo posneto, okej, štima. Okej, jaz sem Nina Istenič, no. Kaj bi se predstavila? Ne vem, pač po poklicu sem kineziologinja, tako da tu mi je pač od nekdaj pač rada imam to, da je akcija, da se giba, da pomagam ljudem. Zdaj, velikokrat je tako, ne vem, jaz sem tudi rada tako nasmejana, tako kot sem zdaj, no. Je pa tudi tako, da pač mislim, da ima vsak človek včasih eno tako, recimo, osebnost ali pa včasih tudi masko, kakšen izgleda navzven, vsi imamo pa zraven pol tudi kakšne tiste dni, ke ne izgleda vse tako lep pa pošlihtan, kakor izgleda mogoče, a ne, vsem drugim okoli tebe. Tako da v bistvu, kaj je mene pripeljalo tulele v Mastermind akademijo, je to, da v nekem trenutku sem rekla, da pač tako pač enostavno ne gre več naprej in hočem nekaj spremeniti. Predvsem se mi je zdelo, da sem pač nekje malo tako obtičala v življenju, in sem hotela narediti eno spremembo, no. Zdaj pa Aleksander s svojimi kakšnimi Facebook posti me je, recimo, zasledoval, ali pa sem ga jaz zasledovala že par let, no, in pa se je nekako vse skupaj poklopilo, da sem se vpisala pač na NLP in to je bil v bistvu en tak začetek ene spremembe, ki še traja in ki je res vredna vse energije in vsega vloženega truda, denarja, vsega pač časa. Ampak kaj v bistvu je bilo tisto, ke praviš, da si obtičala, si hotela neko, ne vem, s čim nisi bila zadovoljna? Ker ja, točno to, ke si sama rekla, ja, izgledamo nasmejani, veseli, dobre volje, ampak v resnici pa mogoče ni tako. In kaj je bil zdaj točka A in kakšno spremembo si v bistvu zmanifestirala svojo v bistvu delom na sebi, no, tako? Je v bistvu ena taka, recimo, ključna, prelomna točka je bila v bistvu na mojem, recimo, službenem področju, ke sem imela eno službo, ke je bila po vseh postavkah, vse je štimalo. Pač tako top. Vsi so rekli pač tako, Nina, ona ima pač to res pošlihtan, ful dobro. Ampak na eni točki, pač jaz sem tak človek, ke zmeraj rab malo akcije, malo spremembe, da so stvari malo različne in da imam zmeraj, recimo, eno vizijo ali pa eno stvar, kamor še lahko malo zrastem pa napredujem. In v bistvu se je pa izkazalo po nekem času, da tega napredka ni ali pa ni več v taki smeri, ke bi si ga jaz želela. In ful časa sem se že spravljala, da bi pa jaz šla mogoče ali na svojo poslovno pot ali da bi se lotila nekaj svojega, kjer bi lahko to uresničevala. In pa seveda nekaj sem poskušala, zmeraj, ke sem probala, sem pa malo stisnila rep med noge in pol po ene parih letih sem imela tega dosti. In mislim, da je bila to ena taka točka, ke se spomnim, da sem se vračala domov z dopusta, oziroma preden sem se vrnila, sva sedeli s sestro na kavču in sem bila jaz tako, jaz pač nočem iti nazaj. In v tistem trenutku sem bila pač, okej, nekaj je treba narediti, ker to je kar nekaj, tako nočem živeti, no. In pol se je nekako vse skupaj poklopilo, ja, in zdaj peljemo dalje. Zdaj si si zmanifestirala svojo lastno poslovno pot, je res? Tako, res, ja. Bravo, čestitke. Čestitke, Nina. Res ti želim veliko uspehov in da tej visoki vibraciji samo ne boje meje, ali kako že, ciljam proti zvezdam, imamo mi napisano na onem plakatu. Evo, to je to, mislim, to je ta prava smer, a ne. Tako da, ja, hvala. Mislim, je taka, ena taka,
pustolovščina, taka posebne sorte, no, ampak mi tudi za trenutk ni žal. No, ko ti prišla z dopusta, kako si se drugače počutila? Tako da sem zadnjih par dni tako že začela tuhtati, ker se mi možgani malo naštelajo nazaj, ok, zdaj pa prihajam nazaj. In zdaj, ko sem v ponedeljek se vrnila nazaj k svojim strankam, prav ta občutek sem imela, mislim, tako, kjer privilegij je priti nazaj in tudi da delaš nekaj, kar je res dobro delati. Mislim, pač top, čisten drug občutek, no. Da se z veseljem vrneš nazaj. Z veseljem sem šla itak na dopust, ampak lep je bil tudi nazaj prijet. No, to ja, super. Nina, daj mi še povej, kaj ti je bilo mogoče pri celotnem procesu, ne vem, te spletnega dela ali teh vaj s sošolci in tako naprej. Je bil kakšen tako stvar, ki bi jo izpostavila, da ti je bila še posebej všeč, ali kaj te je sploh prepričalo, zakaj pa glih pri Aleksandru? Saj imaš pač izbiro. Mm. Oh, Ne, ja, mislim, zdaj vem, da te je zasledoval, ampak ja, saj. Ne, v bistvu sem se z NLP-jem srečala, ne vem, že kar nekaj let nazaj, no, ki mi je pomagal tudi po enem razhodu v eni zvezi. In vem, da takrat sem v bistvu spoznala sem nekih par načel NLP-ja in se mi je zdelo, da so me ful potegnila ven iz ene take luknje. In sem si takrat rekla, ok, če je tu pomagalo, pa mora biti tu šele, če mi tu razloži nekdo, ki dejansko nekaj ve o tem. In sem rekla, da enkrat, ko bom imela pa jaz denar, se bom pa vpisala na en tak tečaj, da nekaj več o tem izvem. In pa sem nekje poklikala Aleksandra in pa je bil tam. Tako da na ta način, ne vem, zakaj lih Aleksander. Mogoče nek sva se ujela na eni frekvenci. najbolj strajen je bil. Tako. Kar mi je bil pa najbolj všeč, je bil pa mogoče najprej tudi vse te module, a ne, da v bistvu predelaš le po nekem svojem tempu, tako da so ti neke stvari, recimo, vsaj približno jasne. Pa pika na i oziroma tisti, res ta boljši del je bil pa ta srečanje v živo, no. Mislim, ker jaz se počutim zmeraj, ko pridem nazaj na kakšno tako srečanje, prav tako, kot da bi prišla nazaj nekako domov. Med ene ljudi, kjer v bistvu nekaj jih že poznaš, nekaj jih zdaj že poznam, nekaj jih ta prvič nisem nobenega poznala, ampak je ena tako dobra energija oziroma tako ljudje, ki te sprejmejo v bistvu takega, kot si. In se mi je zdelo, da tu mi je bilo največ, da je bil tam en kup enih ljudi, ko so mi na en način v bistvu nekako povedali, da verjamejo vame. Mislim, kljub temu, da so me srečali ta prvič v življenju in meni je bilo tudi totalno neverjetno, kako so me lahko, recimo, ene 4 dnevi tako dvignili, no. Tako da jaz mislim, to pa vsa druženja pol v bistvu s temi sošolci, no, ki jih nadaljujemo tudi zdaj, ker se mi zdi, da sem spoznala toliko enih res čudovitih ljudi in tu je pa res največji ena dodana vrednost, no, ki sem jo odnesla. Tako da to je pa tako Moraš kupiti. neprecenljivo. Bolj, ja, tako, točno to. Veš, kaj sem te hotela še vprašati? V bistvu, kaj je bilo tisto, ki te je prepričalo, da ta naš vudu pravzaprav res dela? Eni ljudje res ful dvomijo ono, pa a bo to meni pomagalo, a jaz sem sposoben to se naučiti, da si bom lahko pomagal, da bom spremenil to mojo mentaliteto in ne res dosegel tisto, kar hočem. Imaš kaj takega, kar se ti zdi pa, da je bil uni dokaz, da ja, okej, lej, kar res dela. Nekaj delam prav, da se stvari spremenijo. Ja. Mislim, da je bila v bistvu to mogoče stvar, zaradi katere sem se pol naprej še na hipnozo vpisala. To se spomnim. In sicer v sklopu Mimogrede, NLP-ja ne, Nina, samo to, Nina, oprosti, da te prekinem. Ti si govorila prej o NLP kot o širšem ja. področju, hipnoza je del tega. In Aleksander v bistvu naredi kot njeno praktično implementacijo iz NLP-ja ven hipnozo kot tako, ker je sam pri sebi pač največ delal na tem področju in spoznal, da to res
pač funkcionira. Zato sem ti tudi zdaj postavila to vprašanje. Ja. Oprosti. Ne, ni problema. Ker v sklopu NLP-ja je, mislim, da je modul ali 2 hipnoze, a ne, neke take osnove. 3 so se mi zdi celo. A 3, no ja. In prav spomnim se, ko sem jaz prvič prišla do onega modula hipnoze, ko sem gledala in sem bila tako, okej, kaj bo pa jaz zdaj tule gledala, neka hipnoza ali kaj, zakaj so mi zdaj tu turili noter. In sem bila tako, okej, pač dobro, bom pogledala, če je že not. No, pa sem se pa pripravljala, se pravi, gremo vse čez, gremo delavnice v živo čez, kjer me je tu že malo bolj prepričalo. In pol sem se pripravljala na en tak sestanek v službi, nek letni razgovor, ki sem ga hotela res v redu speljati. In sem se s tistimi svojimi 3 moduli hipnoze v bistvu pripravila do tega, da sem sestanek res v bistvu nekako speljala na ta način, da sem bila na koncu sama s seboj zadovoljna, da sem prišla tja v bistvu umirjena, povedala tisto, kar si jaz želim in v bistvu se počutila tako nekako, da sem znala in postaviti meje, povedati svoje želje in iti z eno tako dobrim občutkom, da je pač se bo speljalo v ta pravo smer. In pa se spomnim, da sem jaz imela misel, okej, če s temi 3 moduli hipnoze lahko naredim tu od tega, da tam po vsakem sestanku skoraj jokam ali pa glih, da ne jokam ali pa rabim neko terapijo, da se spravim k sebi, do tega, da stopim s sestanka in rečem, okej, pač dobro sem to speljala, kaj šele lahko naredi, če jaz vem še kaj več o hipnozi, no. In tu mi je bil res en tak dokaz, da to je pa res nekaj, kar funkcionira in hočem vedeti še malo več o tem. Dobra vprašanja si postavljaš, moram reči. Če je to bilo tako dobro, kaj je šele, če več zvem? Če je bila ta delavnica, hipnotična manifestacija tako dobra, kaj bo šele, ko boste še več zvedeli? Na praktiku Točno to. hipnoze in na dodatnih modulih manifestacije, ki so zdraven. Tako da, super vprašanje, Nina. Bravo. Okej, zdaj pa za konec, Nina, da ne bomo predolgi, daj še ti en nasvet tem, ki še vztrajajo z nami vsemi. Če so na neki mogoče karierni prelomnici, tako kot bila ti, ali pa da so se nekje v življenju zataknili, kakšen korak jim svetuješ? Kako se lotiti? Kje začeti? Ali pa kdaj začeti? Pa kdaj? Ja. Mislim, po moje najboljš čim prej, ker res si zdaj res želim, da bi že tiste 2 leti nazaj ali pa to, ko sem začela razmišljati. Tako da, kaj, Aleksander kaže, da je to Ne drug zdaj, najboljši kdaj? čas začeti Za zdaj, a ne. drevo Ja. misliš? Za drevo, ja. Najboljši trenutek za posaditi drevo je bilo 20 let nazaj, ampak naslednji najboljši trenutek je pa zdaj, ja. Tako, ker No, to pač za sem nazaj se ne hotela da. vzeti, ja. Ja. V bistvu, kaj bi rekla, mogoče tu, da tudi če se sliši pač nekaj dosti, recimo mogoče, a ima strašljivega ali pa neznanega, da se splača narediti korak pač ven iz tiste cone udobja pa malo potipati, kak je tam. Ker ponavadi se mi zdi, vsi ti koraki se splačajo. Zdaj pa, a je tudi, da greš na eno delavnico ali da najdeš enega človeka, ki ti lahko pomaga, a pa mogoče, da vsaj daš tisto svojo idejo nekam na plan, da jo poveš nekomu, ker mogoče pa nekje najdeš nekoga, ki bo pa rekel, te podprl, no, pa ti dal neko vrednost in mogoče verjel vate v tistem trenutku, kad niti sam nisi glih ziher, no. Tako da je to, da si malo več upamo vsi skupaj. Točno to. Hvala, Nina, odličen nasvet. Hvala. Ja. Hvala za tvojo Hvala tebi. iskrenost, za tvojo zgodbo, za tvoj smeh, ki je nalezljiv, in tvoja energija. Danes upam, da ne boš šla več trenirati, pa drugih trenirati. Okej. Če pa kdo rabi za jesen malo brce v rit, pa veste zdaj, komu se lahko oglasite. Tako da hvala, Nina, tudi tebi. Hvala, In- Andreja. Z veseljem. In vsem mojim gostom in vsem, ki ste bili z mano kot udeleženci. Jaz vas bi rada seveda še enkrat iskreno povabila v našo mastermind družino. Kakor ste videli, smo dokaj normalni, bi rekel Aleksander. In se med temi ljudmi, ki nekako podobno razmišljujočimi, počutimo še malo bolj normalni, sprejeti in varni. Ste več kot dobrodošli tudi vsi, ker res se ne zgodi, da bi
prišli ljudje, ki niso fajn. Tako da, če ste tukaj in če boste z nami, vem, da ste fajn že zdaj. Sam čist na kratko vam sam še enkrat povem, če slučajno kdo danes tle prvič ali pa da mu še karkoli ni jasno, me lahko še kaj vpraša v zvezi z nadaljevanjem. Če imate kakšno vprašanje, ga lahko zdaj odgovorim. Jaz bi vam pa samo v 2 besedah povzela, torej, kaj je možen naslednji korak. Torej, do jutri, do polnoči so še odprte prijave na certificiran praktik hipnoze s hipnotično manifestacijo v praksi. To, da začnemo 8.8., to je v petek, pomeni, da takrat dobite prvi modul tega dodatka, hipnotične manifestacije v praksi. To ne pomeni, da morate biti takrat v živo, kjerkoli na Zoomu ali kaj, ampak dobite ta modul v spletno učilnico. Tako da 8.8. je uraden začetek. Prijave na www.mastermindacademia.com /vortex. In če vam karkoli ne deluje na spletni strani, kjer imate tudi možnost postaviti vprašanje v chatu, ampak dajte prosim povedati, kdo ste, ker če ne dobimo včasih kakšno zgrešeno sporočilo, pa sploh ne vemo, kdo ga je napisal in zato potem tudi odgovora ni. Druga možnost je prijava po mailu in tukaj je Aleksander povzel, kaj sploh vsebuje ta ponudba, torej 18 modulov praktika hipnoze, skupinski coaching klici, potem boste imeli še podporne klice, dodatne in vaje, skupaj z nami asistenti, ki sploh niso tle navedeni. Potem 3 dni v živo z Aleksandrom v Ljubljani ali v Mariboru, imam potem naprej datume napisane. Aleksandrov klon, to je v bistvu kot vaš mentor, ki je ves čas na razpolago in mu lahko postavljate vprašanja, seveda smo pa na razpolago tudi in v spletni učilnici, in v Facebook skupini, in na mailu, pač odgovarjamo na vaše vprašanja ves čas. Skupnost in podpora, jaz mislim, da 5 ljudi danes, ki je bilo z mano, je to več kot izpostavilo in ne bi posebej poudarjala. 9 bonusov vrednosti preko 8.000 evrov, ampak jaz mislim, da je tle Aleksander premalo jih povedal. To je 9 bonusov v smislu študijskih skupin, srečanj, ki jih boste dobili tudi v spletni učilnici, ampak teh bonusov je še veliko več. Eden od teh je spanje, ki ga je Matic prej omenil, zgoščenke za spanje in seveda dobite na koncu certifikat. Tukaj je vsebina vseh 18 modulov, samohipnoza je 12. in 13. laboratorij uma, ki je ena čudovita tehnika samohipnoze. Različne indukcije, za to, da sploh gre nekdo v trans oziroma da vi sami greste v trans in potem še različna implementacija hipnoze za različna področja. In ta dodatni del, ki prvi modul dobite že v petek, je hipnotična manifestacija v praksi, ki vsebuje 5 modulov, ki bojo prišli vsakih 14 dni, po eden in potem še čisto nove, sveže iz pečice zgoščenke, ki pašejo zraven tega programa, zato da boste lažje zaobšli ta upor proti pač manifestaciji v smer, ki si jo želite. Torej, dobimo se v Ljubljani že letos, avgusta, čez 14 dni praktično, 21., 22., 23. Če pa ne morete kakšen dan, lahko nadoknadite naslednje leto v Mariboru ali pa pač naslednje leto v Ljubljani ali pa se odločite za cel paket za Maribor, ki bo junija 2026. In zadnji rok za prijavo je torej četrtek, jutri do polnoči. Jaz mislim, da se mu bo jutri Aleksander še kaj oglasil zvečer. Ne vem še točno, kakšno presenečenje pripravlja, ampak skoraj gotovo se bo kaj javil. In 14-dnevno garancijo ponujamo za odjavo brez kakršnihkoli vprašanj, če vam stvar ne bo všeč. In če boste gotovili, da to res ni za vas, ne tvegate praktično ničesar. Prijavite se na znanem naslovu, torej mastermindacademia.com /vortex ali na mail prijava@mastermindacademia.com.
In zdaj, če je še kakšno vprašanje, drugače pa je to z moje strani. Hvala tudi Bredi, naši mastermindovki, hvala Renati, ki sta bili z mano v chatu. Evelin, če si tista Evelin, ki mislim, da si, Primorka, tudi tebi lep pozdrav, tudi ona naša hipnotizerka. Skratka, res smo ena čudovita družina in upam, da so vas moji gostje prepričali v to danes. Da se da z visoko vibracijo in s pravimi ljudmi okrog sebe in s pravim znanjem in mentorjem seveda manifestirati praktično neverjetne stvari, v katere ne verjamete, da ste jih sploh sposobni. Evo, Aleš, hvala, ali Aleš, ne vem. Hvala za tvoje komplimente. Hvala Magdalena tudi tebi, Amalija tebi. Hvala za pohvale. Jaz upam, da ste uživali v teh res lepih zgodbah in izpovedih. In se vidimo, če ne prej, 21. avgusta v Ljubljani. In če ne, na kakšnem Zoomu ali pa potem v Mariboru naslednje leto. Super, lahko noč, hvala še enkrat, hvala Vesna tudi tebi in vsem, ki ste vztrajali do konca. Lahko noč.